Res obžalujem, da ima naša politična konkurenca tudi za te volitve isti negativni program kot leta 2008, to je Patria. Namesto, da bi se pripravljali na težave, ki jih je potrebno reševati po 4. decembru, se očitno vse koncentrira na ta politični proces. Tisti, ki so dokazano dobili denar od Patrije, niso pred sodiščem. Tukaj pa smo nekateri zato, ker ne bi neugotovljenega dne na neugotovljen način in na neznanem kraju oziroma neugotovljenem kraju sprejeli neko obljubo, kar je čisti absurd. Vi ves čas govorite o političnem procesu, dejstvo je, da se je dolgo čakalo na naslednjo obravnavo, zdaj je tu 2 tedna pred volitvami. Je to ta predvolilni kontekst? Na sklep o zavrnitvi odločitve dokazov ni pritožbe na višje sodišče. Sodnica, ki vodi obravnavo, je pa to kljub temu zapisala v pravni poduk. Mi se seveda nismo pritožili, nekateri so se, pač vsak, ki je pred sodišča, ima pravico do svoje obrambe in odvetniki izbirajo. Mi se nismo pritožili, še enkrat poudarjam, ker vemo, da te možnosti ni. Ampak na ta način je sodnica z napačnim pravnim podukom pripeljala, oziroma dobila izgovor, da je razpisala obravnavo tik pred volitvami, kar je ukrajinski model. Kako pravzaprav gledate gibanje na anketah, koliko po vašem lahko zdaj ta zadeva 2 tedna pred volitvami vpliva na razmerja moči? Ne vem, koliko lahko to vpliva na razmerje moči, lahko pa ima vsaj deloma iste posledice kot leta 2008. Ko se bomo nekaj dragocenih dni, ko bi morali razpravljati o problemih in o tem, kako jih bomo reševali, ukvarjamo s političnim procesom.